Pozdravljeni! Pred nami je zadnji briefing in skupaj bomo skušali ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo na kvalifikacijah in kaj lahko pričakujemo od nedeljske dirke za veliko nagrado 70. obletnice Formule 1. To analizo, ta zadnji briefing, bom skušal razdeliti na 3 ločene dele. V prvem delu se bomo pogovarjali o kvalifikacijah in kaj smo spoznali to. V drugem delu se bomo za trenutek ozrli na tisti ritem, kateri je razviden bil iz drugega prostega treninga, predvsem v tretjem delu se bomo za trenutek ozrli na pneumatike, na strategije in morebitno število postankov. Najbolje je, da kar začnemo s tistimi kvalifikacijami, kjer smo zopet videli v prvi štartni vrsti oba bolida tovarniške ekipe Mercedes. Mislim, da ni bilo nobeno presenečenje. Prijetna poživitev je to, da smo videli Valtterija Bottasa na prvem mestu. Sicer Valtteri Bottas je hiter, še posebej, kadar je vse v redu in kadar ima, tako rečeno, svoj dan. Malenkostno hitrejši od Lewisa Hamiltona je lep rezultat, a to ne pomeni, da je Valtteri Bottas tisti običajen drugi voznik, ki se dobesedno umika svojemu moštvenemu kolegu. Lewis Hamilton ni bil preveč vesel, vsaj tako je izhajalo iz tistih intervjujev in videli bomo jutri, kako se bo pripravil na samo dirko. Za njima lepo presenečenje v obliki Nika Hülkenberga. Namreč na svoji drugi dirki v tej sezoni je dosegel 3. mesto, kar je bilo nad večino pričakovanj. Seveda tudi na kvalifikacijah za veliko nagrado Velike Britanije so bile te solidne, a sedaj je standard postavil izjemno visoko. Namreč mnogi ga imajo za enega izmed najbolj talentiranih voznikov svoje generacije, a treba se spomniti na to dejstvo, da Nico Hülkenberg do sedaj še nikoli ni bil na zmagovalnem odru. In seveda, takoj za njim Max Verstappen. Tisti, kateri bo zagotovo imel rahlo različno strategijo od vseh ostalih, namreč v drugem delu kvalifikacije kot edini uporabil hard pneumatiko za najhitrejši krog. Vsi ostali so bili na medium, a k temu se vrnemo. Še zopet en dokaz, da pri Red Bullu znajo misliti izven tistih običajnih okvirjev in ponavadi nas prijetno presenetijo s tem. Seveda, za Maxom Verstappenom se je pojavil Daniel Ricciardo, kateri je bil hiter v celotnem vikendu. A pri tovarniški ekipi Renault sem ratal skeptičen. Ponavadi, ko imajo dobre kvalifikacije, se jim kaj čudnega zgodi med dirko. Še zmeraj sem mnenja, da RP20 je, kar se aerodinamične podobe tiče, eden izmed najbolj inovativnih bolidov in čas bi bil, da bi ugotovili, kako deluje ta bolid in začeli dosegati tiste rezultate. A seveda, dirka je jutri, zato počakajmo raje malce z oceno tistega, kar bodo dosegli pri tovarniški ekipi Renault. Nato je sledil Lance Stroll. Lance Stroll, kateri je bil bistveno počasnejši ali tudi ne od svojega moštvenega kolega. Moramo razumeti, da motivacija, katero je imel Nico Hülkenberg, je drugačna od tiste, ki jo je imel Lance Stroll. Nico je imel praktično zadnjo priložnost, da se dokaže, vsaj tako si lahko misli, ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost. A vseeno tudi Lance Stroll še zdaleč od tega, da bi bil slab. Oba bolida ekipa Racing Point v Q3 je enkraten rezultat in Lance ni napravil nobene napake. Solidno dirko jutri bo prinesel kar nekaj točk, če bi šel vse po sreči in nekako bosta skupaj s Hülkenbergom lahko postavila enega izmed najboljših rezultatov te ekipe. A bomo videli. Mislim, da kljub vsemu, kar se je zgodilo ta teden, izjemno pozitivne kvalifikacije za oba bolida. In to eno izmed dobrih presenečenj teh kvalifikacij v obliki Pierresa Gaslija. Zopet je Pierre Gasly hitrejši od Alexandra Albona. In mnogi izmed vas se boste sedaj začeli spraševati, pa zakaj so ju zamenjali pri Red Bullu?
Namreč menim, da vkolikor bi ponovno naredili to menjavo, rezultat se ne bi spremenil. Samo to, da bi bil Albon v Alfa Tauri spredaj in Gasly v Red Bullu zadaj. Problem je, da RB16 je izjemno agresivna šasija, katera zahteva izjemnega voznika, da doseže rezultat. Poglejmo, na primer, tudi Max Verstappen v Q3 ni bil hitrejši od Nika Hülkenberga, kateri ima rahlo bolj, lahko rečemo, počasnejši bolid, tisti RP20, vsaj kar se tiče tehnologije, tako da se malce bolj razumemo. In seveda videli smo, da Albonu po mojem ne gre vse po načrtih in mislim, da njegov čas, kot sem že povedal na prejšnjih dirkah, se bliža koncu. Seveda na teh kvalifikacijah ne moremo mimo tistega, kar smo videli pri skuderiji Ferrari. In tu bom skupaj govoril o Charlesu Leclercu in Sebastianu Vettelu. To, da je Sebastian Vettel izpadel v drugem delu kvalifikacij, sploh ni tako tragično. Namreč oba nista hitra. Če hočete, da sem bolj direkten, bom rekel, da sta bila oba prekleto počasna. Vkolikor pogledamo, kdo vse je pred enim in pred drugim, je situacija vse prej kot rožnata. Zaradi kazni 3 štartnih mest, ki so jo komisarji dali Estebanu Oconu, bo Sebastian Vettel začel na 11. mestu, kar je sorazmerno blizu tistemu, kar je dosegel Charles Leclerc. Torej ni ne eden in ne drugi bistveno hitrejši ali počasnejši, problem je v bolidu samem. In v ekipi, katera ni sposobna dobiti nekih rešitev, tehničnih rešitev na zagato, v kateri sta se znašla oba. Seveda o Albonu sem že povedal in tudi Lando Norris ter McLaren na splošno, pa tudi Carlos Sainz sta po mojem mnenju rahlo razočarala že na drugi dirki v Silverstonu. Zgleda, da njihovemu konceptu ta proga ne leži preveč. A vseeno Lando je v tistem Q3 vseeno po mojem osebnem mnenju pod pričakovanji, pod tistem, kar sta nas navadila oba na prvih 3 dirkah. A kot sem povedal, specifikacija proge. Pri ostalih je treba poudariti izjemno zanimive kvalifikacije Georgea Russella, kateri je prišel v Q2, se skušal pribiti čim višje, ni mu uspelo, a vseeno kaže, da Williams, vsaj kar se tiče na kvalifikacijah, je razumel, kje je bil srž problema v lanskem bolidu. Letos so tam v tisti zadnji skupini. In treba je poudariti, da pri Alfa Romeo Racing so neverjetno počasni. Zgleda, da ne Antonio Giovinazzi niti Kimi Raikkonen nimata tistega dovolj dobrega talenta, da bi vozila nad napakami samega bolida C39. A vseeno zgleda, da so te napake prevelike tudi za enega in predvsem drugega. Tako da ne vidim v kratkem času, da bi se kaj bistvenega spremenilo tudi na področju Alfa Romeo Racing. Zgleda, da bodo oni tisti, ki bodo letos imeli najslabši bolid, čeprav so že dosegli točke, a sezone še ni konec. In to je na hitro tisto, kar smo lahko videli na samih kvalifikacijah. Pa poglejmo, kaj kaže analiza samega ritma. Lahko vidimo tu, da sta zopet oba Mercedesa najhitrejša, kar ni nič takega, in na to približno 70 za njima pride Red Bull. In tu pri Red Bullu moramo upoštevati, da razlika bi lahko bila še manjša, kajti upošteva se oba bolida. Max je malce hitrejši od Aleksandra Albona. In na to imamo tisto skupino, kjer se nahaja tovarniška ekipa Renault, Racing Point, Ferrari in seveda tudi McLaren. Seveda tista desetinka več ali manj ne spremeni bistvenega vtisa, kar se tiče ritma, kajti nikoli ne vemo točne količine goriva in kak je program ekip. Zato lahko smatramo to skupino kot enakovredno. In seveda zopet vidimo tisto tretjo skupino, kjer se nahaja Alfa Tauri, Haas, Alfa Romeo Racing in seveda tudi Williams. Čeprav pri Alfa Tauri mislim, da so malce hitrejši, vsaj tisto, kar smo videli na kvalifikacijah.
lahko pričakujemo enako razmerje moči, kot smo videli v Silverstonu teden dni predtem na veliki nagradi Velike Britanije. In seveda ni nobenih tehničnih izboljšav, zato mislim, da to bo tudi držalo. V tretjem delu, kjer si bomo ogledali strategije, možne postanke in seveda rekli tudi kako o pnevmatikah, je treba najprej poudariti, da smo dobili dokaz, da je bil izbor Pirellija napačen. To, da so mešanice premaknili za stopnjo proti mehkejšemu modelu, pomeni, da tiste C4 pnevmatike, tiste najmehkejše, so v bistvu neuporabne. Videli smo na kvalifikacijah in mislim, da bomo isto videli tudi na sami dirki. Seveda, sam predpostavljam, da se bodo vozniki izbrali strategijo z najmanj 2 postankoma. Ukolikor se bo zgodilo kaj nepredvidljivega in bo zmanjkalo tistih trših mešanic, bomo videli lahko tudi 3 ali kaj več. Poglejmo, kaj pravijo pri Pirelliju za možne strategije. In najprej bi vas rad opozoril na tiste 2 spodnji strategiji. Vidimo, da pravijo, da bodo začeli na soft pneumatiki in rad bi videl junaka, ki bo naredil tak izbor. Vidimo tudi, da tista soft pneumatika C4 življenjska doba med 6 in 10 krogi, to se pravi totalno neuporabna. Pojdimo na tisti prvi 2 strategiji, katere Pirelli pravi, da sta obe enako hitri. No, tu se z njimi ne strinjam. Po mojem osebnem mnenju in mojem osebnem občutku je tista druga strategija tista najhitrejša. To se pravi 2 stinta na hard pneumatiki in prvi stint na tisti medium pneumatiki. In verjeli ali ne, to je strategija, katero so zbrali verjetno pri Mercedesu. Nimam še točnega podatka, kakšne pneumatike imajo razne ekipe na razpolago, a šel sem malce šteti in moji podatki kažejo na to. Pri ostalih, naprimer Ferrari, bomo lahko videli tisto prvo varianto z 2 stintoma na pneumatikah medium in 1 stintu na pneumatikah hard. Kar pa po mojem ne bo tako hitro, ampak pozor, gre za moje videnje, moje mnenje, lahko se motim. In seveda, tu se moramo za trenutek ustaviti pri Red Bullu in Maxu Verstappenu. Vemo za sigurno, da bo začel dirko na hard pneumatiki, kar bo njegov prvi stint podaljšalo tam do 20. lahko tudi 24. kroga. Nato bo lahko izbiral, ali bo vzel ponovno hard ali medium pneumatiko, kar bo dodalo ogromno fleksibilnost k njegovi strategiji. Še posebej, če bo na koncu imel tisto mehkejšo pneumatiko, govorim o medium, to se pravi C3, z lahkim bolidom, bo v ogromni prednosti pred vsemi ostalimi, kar bi znalo biti tudi presenečenje v zadnjih fazah dirke. A to nas vse čaka jutri, to so moje napovedi, seveda lahko se izkažejo kot totalno zgrešene. Z komentarjem v živo dirke za veliko nagrado 70. obletnice Formule 1 kot običajno začnem ob 14:45 oziroma 15 minut pred 3. uro popoldne. Vabljeni, da se mi pridružite, kjer bomo lahko skupaj komentirali, boste lahko postavljali svoje vprašanja in povedali svoje mnenje o vseh dogodkih, ki jih boste videli na progi. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.